Dobro jutro, 14. junij 2024. Danes pa se pa odpravlja na veliko kladivo, ali pa veliko kladivo in pa na veliki vrh, če bo uspelo. Plan je najprej na veliko kladivo iti, zaradi tega, ker še meni manjka za Soto. Parkirala sva tle pri Mrzlem Studencu, se imenuje to parkirišče. Cesta je v, bom rekel, zelo slabem stanju. Da se priti z navadnim, sicer samo, v glavnem jaz sem dal v prvo pa na 4 pogon. So pa drugače tudi tle parkirani neki Dusterji, pa celo nek tak nižji avto je tam, tako da če se vam ne smili preveč, se da tudi priti gor. Je pa res na momente zelo prodasta, sprana do kosti, kar ni nič čudno zaradi letošnjega dežja. Zdaj pa se gre tle gor že v to strugo. Skoraj bi temu lahko rekel struga, ne pa pot. Pol ure piše tle, da imamo do doma na Kofcah. Potem bomo šla pa mimo naprej gor, po vsej verjetnosti po Kačjem Grabnu gor, potem da prideva na greben in desno pol proti Malem Kladivu pa Velikem Kladivu. Zamujamo neke pol ure, bilo je ogromno prometa, prometnih nesreč, dela na cesti. Dan bo pa lep, no, malo sicer tle že pihlja. Temperatura je pa okrog, po občutka, nek 10 stopinj. A ne, Boža? Ja, hlad, sveže. Sveže. Okej. Tako pa po teh 200 litrih dežja v zadnjem tednu, 14 dnevih, izgleda pot na Kofce. Pač ta količina dežja mora nekam odteči. Po 10 minutah hoje prvič zagledamo današnji cilj, veliko kladivo, malo kladivo. Po naslednjih nekaj minutah se pride do tele luštne kapelice, pokrite z zvončem. Kaj več jaz ne vem povedati o tem, sam sem že gor na hribi.net gledal, da se gre tle mimo. Da je fajn malo za posedeti. Ta oltarni del je pa zaklenjen. Da vseeno malo pokažem, če se kaj vidi. V bistvu obore malo, če približamo. Preveč refleksij po mojem. In sva že pod planino Kofce. Potem so pa travniki več ali manj naprej in bolj odprt svet ven iz gozda. Zagozdil sem se. Opala. Nekam sem šorek s temi palicami pod pazduho. Narejeno, da živina ne more ven. Evo, s pravim terencem se tudi da do sem pripeljati. Ampak moraš imeti pa res ta praga, pa ne vem, verjetno, da je kaj ketna ali pa rampa, da je to bolj za oskrbnike. Planina Kofca, znana po svojih štruklih. Mislim, tale oštarija po domače. Pa tle gor, po mojem, da veliki vrh. Kako je že navajne, že v sedlo prideš
Tudi. To sva že tu dala skozi. Vajnež. In glih tam, ko piše ure, pa se ne vidi, samo mislim, da je pisalo 2 uri. Vajneževo sedla, veliki vrh pa 1:30. Mislim, da 2 uri pa pol piše, no, ampak ne, samo 2 uri piše. Do Vajneževega sedla 2:15. Do velikega vrha pa 1:30. 1:30. Ja, Veliki vrh, kladivo, tako grem jo 2 uri. Ok. je pa 2 uri. Kje si rekla, da je? Osnovni šoli. V osnovni šoli. On drugi pa že po moje srednja. Dobar dan. Pazi, tam imaš tudi bika, Sandi. Že grem, že grem. O, fak. Gospod Bik, grem naprej. Vse so verjetno navajeni Ja, nas neumnih so planincev. navajeni, ja, in zato se je vse kar naprej začeli. Sva pri prvem razpotju in bo obrala kar proti kladivu. Tle gor. Tle se gre pa na veliki vrh. Tam gor, 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 gor in čisto gor na vrh. Sva pri tem malo izpostavljenem delu, edinem takem ali pa enem od redkih. Gor naprej je pa spet lepo zaiti. Začenja se že malo bolj planinska tura. Se pa spomnim tole po šutu od zadnjič, ko sva bila, koliko je to krošljivo. Sem že zadnjič malo klel, res je zelo krošljiva zadeva. Tako da palce obvezno s sabo. Je pa izredno lepa tura z res takimi prečudovitimi pogledi. Te najvišji slovenski vrhovi imajo še malo snega, ki pa bo hitro zginil. Ponedeljek bo že 30. Pa sva prišla do grebena, nažalost zelo piha, upam, da se kaj sliši v mikrofon. Zdaj pa nadaljujemo proti malemu kladivu in tam v ozadju se vidi tisti najvišji cilj, veliko kladivo. Ampak ko si enkrat tle gor, je 80 ali pa 70% poti take čisto enostavne, lepo grebenske, poravne, malo gor dol. Ne vem, bom mogel tudi drug mikrofon vzeti, ne vem, koliko se tukaj sliši, se sploh kaj sliši. Videla sva zdaj tle pod malim kladivom, tle gor. Nažalost piha, ko pri norcih ta čez greben, kot da sva že skoraj do zimskih oblačilih. Upam, da gor ne bo tako leklo. Da bi rad eno imam anteno s sabo, da novo narejeno malo sprobal, ampak če bo tako leklo, da se ne bo dalo niti stati skoraj, da pa sam 4-5 zvezd na UKV-ju. Tisto tam je naš cilj, oziroma najn. Prej nas je bilo še malo več, delajo team building. Team building imajo danes potem vetro tudi gor. Upam, da samo tle, da se sam tle skozi pretaka tale zrak, pa da bo mogoče gor na vrhu malo bolj znosno. Težko, da snemam pa hodim. Je pa zelo lepo. Sam, da si malo z nekem takole skalci noter je boljše. Takoj, ko priješ na odprto, potegne po pri nosih. Se zliva.
zrak čez v Avstrijo. Sva tik pred ciljem. Žal se moja želja ne bo uresničila, da gor ne piha. Zdaj je pa še meglo prineslo, oziroma oblačnost od spodaj. Tako da bo spet ena izmed najbolj hitrih sod. A se sploh kaj sliši, govorim bolj na glas, upam, da je. Še približno 20 višincev, pa smo gor. Evo razlog, da se vidi, da delam pri vremenarjih. Pozabil sem pa za vse sem pogledal, vse živo razen za veter pa nisem pogledal. Pač, Kovačeva. Okay.
gre boljše do vseh anten, koliko sem jih imel do zdaj, ampak niti do konca ni ven potegnjena, ker preveč vdiha, to je bilo ogromno. Piha pa takole, a še snimaš? Piha pa to, da enostavno se ne mogo sidrati tle gor. Zelo najo zebe in to nismo pričakovali, da bo tako mrzlo dihalo. Zdaj pa greva, da se kaj vidi, bom probal pokazati, kot profesionalci na YouTubeu. Zdaj pa greva tle dol, pa čez vse one grebene, pa skozi tja na tisti to velik hrib, če bomo prišla. Lahko pa da se še odločimo, da sploh ne bova šla, odvisno, koliko bo ta veter tečen, pa koliko bojo oblaki se gor nabili. Tako da veliko kladivo je odkljukano in polovičen plan je dosežen. Tudi v redu, če bo cel plan samo to. Nažalost je v hribih pač ena od teh stvari lahko vedno prisotna. Med temi posameznimi kovci, vrhovi je taka lepa putka in neverjetno hitro jo premaguješ. Evo, še malo pa bova na srednjemu vrhu. Pa malo bo še malo, vreme se nam malo kvari, ampak zaenkrat še kar drži. Veter pa ne pojenja, žal. Koliko še piše Veliki vrh? 30. Ok, zdaj smo prišli do tega malo kar fejst polomljenega smeru Kaza, smeru Pota. In to so že po mojem zdaj nekje na polovici poti med velikim kladivom pa velikim vrhom. Samo 30 minut to pa je. Piece of cake. O ne, smo pa več v prehodu. Po mojem je to, ni neki bal. Tudi z neko srednjo kondicijo se bi dalo počasi, pa da se vzamete malo več časa, tako da kar veselo so ta še tisti, ki še niste bili. Pot pod nogi. O, kaj je tle prijetno, končno piha. O, poglej, ledeno jezero. Sneženo. Ja, tle kopce so res izredno lep hrib. Oziroma masiv. Škoda, da nimamo bolj sončka, ko so te posnetke bolj bistveno lepše. Tam v ozadju pa najin cilj, Veliki vrh.
Še par korakov do vrha, do velikega vrha. Vreme nama pa ni glih danes najbolj naklonjeno, bo pa drugič boljše. Žal, tako da jaz tlepa kratkega vala nič ne bom delal. I'm sorry guys, that's gonna be only short VHF activation on the second hill, S5 kilowatt America 031. Ni knjiga, je pa ena anglička. Zdaj pa full size, to pa mora biti 5 metrov. Eno je lahko noter, segment. RF čovkov še ni. Želit. Eden je za podlago. Taster. Vse žgemo. Tunamo. To bi lahko snemali s te strani. Se pravim, tole KX je fajn, ko ima tuner noter. In bo zdaj sam klical. Kusota S57S skozi P. Zdaj pa me mora eden avtomatski robotnik slišati in bo takoj začeli klicati. Jaz pa počas lahko uro naštemam. Mogoče ta monitor nam bolj naglasa se. Zagradi to, da pride na klaster. Zanimivo, da ne zagradi. Ok, zagrabo je, zdaj bo pa začel prihajati.
5, 5, 9, boljši raport mi dal, pa jaz ne imam, pa imam samo 10 vatov. Amerikanc, po tej uri to je pa ni tako enostavno. Se pravi, tema definitivno dobro delo. Greš? 5, 7, 9, tudi v redu. En, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, evo, pijaca za dost. Še dvakrat pritisnem pa pospravim. Čakam še Chrisa. Chris, where are you? Ovo je 8 plek Avstric, koroški. Chris. Takole, še druga aktivacija je gotova. Na srečo smo našla tlele tale prostorček, ki je malo za veter, tako da se je dalo malo umakniti. Vidite, da se nič ne vidi. Toliko, da se vidi navzdol, ki je potka, gor je poblak zdaj. Zdaj pa direkt v kočo na kofce, na čajček, pa jaz imam še oba sendviča. 2 banani, noč še niso, tako so hitela. Boža uspela nekaj pojesti, jaz pa noč. Ampak bo že v redu, no. Kaj si rekla? So bile veliko više. Tole pa moram postaviti, Boža, če mi spustiš naprej, da ne bo sam tvoja silhueta gor. Ej, počakajte, no. To je zdaj tale, poglejte, ovčji čredni nagon. Ena je začela bežati in zdaj bo vse bežali. Počasi se vračamo proti Kofcam. Zapustila sva tisto meglo tam gor. Zdaj se pa midva sprašujeva, kaj je to za ena roža. Boža ima na telefonu neko aplikacijo, ki ti pokažem, ki je ne spozna. Je že pomalo odcvetjeno, bom jaz probal približati, če kdo ve. Ker meni ima take res lepe
zanimive barve. Je pa ena, na stebelcu je samo ena sama. Fantek je, vidim, se že baha. Setim, ne bova nič mimo greva. Koliko jim je tle fajn, res. Na gorskem pašniku. Kaj naj še povem? Uspešne obe aktivacije, fajn izlet, fajn minus veter. V bistvu so bila gor premražena do kosti, res ko sred zime. Dobro, da sem imela po čudežu še toliko stvari s sabo, da smo se pol malo zagrela. Ne vem, velikokrat, ko so tle gor na tej Košuti, je ista scena, da je veter zelo močan, ampak je zelo lepa planota. Super.